V 90-ih letih so imeli Japonci džentelmenski dogovor, da vsi njihovi novi športni avtomobili ne bodo presegli 280 konjičkov. Nekako tako, kot imajo Nemci še danes dogovor, da njihovi avtomobili ne gredo več kot 250 km/h. Ampak vsi vemo, da potem obstajajo posebne različice, kjer ni blokade, no in že Japonci so takrat malo goljufali. Njihovim takratnim avtomobilom, se pravi Toyoti Supra, Hondi NSX, Nissanu GT-R, pa še kakšnemu, je konjenica hitro šla na preko 300 konjičkov. Predvsem pa so tisti avtomobili komaj čakali, da jih boste pripeljali domov, vzeli zvijač, obrnili 2 vijaka in sprostili kilovate, tako kot je treba. Tole je nova Supra in papir pravi, da ima 340 konj oziroma 250 kW. Toyotini inženirji pa dodajajo, da je absolutno pripravljena na povečevanje moči. No, mene bolj zanima, če je dejansko serijska moč takšna, kot pravijo, da je. A smo v teh časih bolj resni oziroma si upamo malo pogoljufati? Gremo na valje. V Črnučah je BMS elektronika, kjer imajo valje tudi za 4-kolesno gnane avtomobile in Andraž je rekel, da z veseljem pogleda, kje smo. Jaz pa tudi. No, koliko konjev je pokazala na valjih? Vem, da vas zdaj to totalno zanima, ampak dajte za foro vi napisati komentar spodaj. Koliko je Supra pokazala na valjih? Med vsemi, ki boste najbliže, vas bomo izžrebali nekaj, šli boste za volan tele Supre in skušali doseči boljši rezultat, kot je tovarniški pospešek 4,3 do 100 km/h. Torej, komentar spodaj, koliko konjev je Supra pokazala na valjih? No, koliko? Koliko?